Sedaj pa vas v imenu celotnega kolektiva lepo pozdravljam tukaj v Pristavi, v vrtnarstvu Alp. Kot že veste, sta se nam danes pridružili gospa Miša Pušenjak, priznana slovenska strokovnjakinja z področja zelenjadarstva, katero pozna vsak ljubitelj vrta, in gospa Martina Ploj, strokovnjakinja za ekološko kmetijstvo. Verjamem, da boste danes marsikatero sadiko zelenjave in zelišč lažje kupili s pomočjo nasvetov naših strokovnjakov. Trenutno so največji hit cepljene sadike paradižnika in kumar. Cepljenje nam zagotavlja občutno večji pridelek, večjo odpornost in okusnejše plodove. Letos pa imamo tudi v vrtnarstvu Alp eno novost, to je bio kotiček, kjer so vam na voljo bio solate, bio kumare, bio paradižnik in ostalo. Danes vam na vse sadike zelenjave in zelišč nudimo tudi popuste. No, sedaj vas vabim, da se še malo sprehodite po naši vrtnariji, ki ponuja veliko izbiro pisanega spomladanskega cvetja in seveda sadik zelenjave. Za vsa vprašanja pa smo seveda na voljo. Lepo bi vas pozdravila tudi v svojem imenu, pa dejansko povabila tudi v ta kotiček biosadik, ker dejansko je v njih kar veliko truda vloženega, pa še nekaj tisti, ki mogoče ste še kakšni dvomljivci. Biosadike na tej vrtnariji so certificirane, se pravi, dejansko imajo tudi potrdilo, da so ekološko predelane, tako da vas ni treba skrbeti. Nekateri pač v Sloveniji smo se navadili, da več vsemu ne verjamemo, kar kdo reče. Pa mogoče bi nekaj več reči Martina o njih povedala, ker se ona bolj ukvarja z ekološkim kmetijstvom, da ne bom sam jaz govorila. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Jaz ne bom toliko govorila, ker sem rajši, če to pol gremo pri kotičku, pa se bomo še tam kaj pogovorili. Skratka, jaz bi vam samo malo na kratko povedala, kaj sploh eko je, kaj to je bio, včasih kjeri slišijo eko, pa bio, pa ne vem kaj še vse, pa si mislijo, da je eko nekaj, bio je nekaj drugega, to je praktično isto. V Sloveniji imamo, pač se držimo zakonodaje ekološke, ki velja za celo Evropo, torej je vse standardizirano, vse je točno napisano, kaj ekološki kmetje oziroma vzgojitelji sadik lahko počnejo, česar ne smejo. Torej v ekološkem kmetijstvu ni fitofarmacevtskih sredstev, ni mineralnih gnojil, umetnih gnojil, torej je vse bolj naravno. Tudi semena, ki jih vsejejo, morajo biti ekološko pridelana. Možne so seveda tudi izjeme, če pač ekološkega semena ni na trgu, ker dostikrat se zgodi, da je eko seme lahko tudi že s čem okuženo, pa se takrat vzame konvencionalno seme, ki seveda ni tretirano z nobenimi fitofarmacevtskimi sredstvi. Tako da, kar se tega tiče, zelo pomembno pri ekološkem pa bio, v Sloveniji je dovoljena označba eko in bio, ali eko ali bio. To se pač vsak sam odloči, kaj kjeremu bolj paše, tako da to je ena in ista stvar. V zvezi z označevanjem bi rada povedala tudi to, da obvezno, če vi tega znaka, kot boste ga tam tudi videli, te zelene zastavice z zvezdicami, ne vidite na pridelki, izdelki, pač ne morete verjeti, da je to ekološko. Ker je standard taki, da noben kmet, noben proizvajalec ničesar ne sme prodajati, brez da imate te zelene zastavice gor. To pomeni, da takoj lahko podvomiš, da nekaj ni ok, če vas kdo, ker se dostikrat tudi kje zgodi, da kdo reče, da je eko, v resnici ni. Tako da to je tisti pogoj, zelena zastavica, od spodaj pa seveda tudi piše, odkot je to, ali je iz Slovenije, ali je iz Evrope, je pač tudi napisano, naprimer, kontrolna organizacija, SI, Slovenija, ne vem, ena številka 001, 002, 003, to je pač odvisno, kjer kontrolno organizacijo se odločijo, plus še na koncu je eko ali bio, pač kar so se na kmetiji odločili. Tako da to je tako tisto na kratko, kar se tiče ekološkega. Mogoče še bi omenila to, ker tu so se tudi odločili, da bojo zdaj vzgajali sadike, imeli bojo tudi eko zelenjavo s časom, ker je pač en postopek v ekološkem. Vi ne morete reči, jaz se bom letos eko ukvarjal, pa boste kar eko sadike vsadili, pa boste že eko. To pač tako ne gre, zemlja se mora pripraviti, to pomeni, če vi letos eko sadike vsadite, to zdaj velja za kmetije,
Zdaj, če imate svoje vrtičke, je logično eko zelenjave, ker ne uporabljate ničesar, ampak v prodajo eko ne more iti, ne, če ste sadili samo eko sadike. Torej, prvo leto je vedno na površinah, ki so šle vključene v kontrolo, to je obvezno, da morajo biti vključene v kontrolo, če prodajate, ne, seveda, je potem tisto leto konvencionalni pridelek. Šele naslednjo leto, ko boste spet sadili eko sadike ali ali karkoli pač, je v prodaji zelenjava iz preusmerite. Torej, ko bo Anka imela drugo leto spet zelenjavo, bo zelenjava v preusmeritvi kontrolirana, torej že nekoliko boljša od konvencionalne. Tudi v predelavi ni dovolj, da imate vi eko pšenico, pa je pol že kar eko kruh. To tako ni enostavno. Isto je potrebno, da se kontrolira prvo eko pšenica, potem predelava, naprimer zdaj, če bi tu pač bili na zelenjave, da ni dovolj, če ima, ne vem, paradižnik, če narediti paradižnikovo mezgo, je potrebno skontrolirati tudi celi postopek, od kontrole predelave, kako so kuhali, če so kaj dodali, vse sestavine, ne vem, če se da sol je pač v vsakem primeru se ne šteje kot konvencionalna ekološka, ker je pač naravno, ampak če bi dodala nek sladkor zraven, pač nekaj si izmišljuješ, mora biti ekološki. Tako da vse sestavine, ki grejo v tisto flaško, ali v marmelado, ali v kruh, ali karkoli, mora biti ekološko, da je to ekološko in seveda tudi skontrolirano. Tako da vsaka stvar, ki jo imate na tržišču in ima tisti znak, ki lahko zaupate, seveda, če je slovenskega izvora, jaz ne dvomim ne v kontrolo in ne v naše pridelovalce in predelovalce. Tako da v Sloveniji, zdaj to za Slovenijo. Tujina je razred zase, ker je tisto, imajo svoje kontrole, svoje pravila, vsem ne zaupam, pa tega ne smem povedati, ampak vseeno, oni imajo svoje stvari, isti standard imamo, ampak Slovenija je vedno tak, da malo bolj zakompliciramo, ker mi pač smo v temi navajeni, in ni isto, če vi kupite eko stvari iz Nemčije, iz Francije, ni to isto kot slovensko. Če glih je isti znak gor, vse isto, naši kmetje se dosti bolj trudijo, kak tam. Tako da mogoče malo v razmislek, da vseeno začnemo malo bolj ceniti slovensko, kak pa vse tisto, kar pride iz uvoza, da je to ne vem kak. Nikamor na zaprt prostor. Nekam lahko na balkon, lahko pod balkon, gledajte, ob hišah je vedno dosti topleje, kot je recimo tudi na vrtu, čeprav je vrt 2-3 metre stran, pa hiša vedno daje tudi neko toploto. In komot lahko date, če je zdaj deževno ali pa kakršnekoli date pod balkon, če je, pa ne vem, nekaj strehcev naredite, samo ne več dajati sadike, ko je tako kupite pri vrtnarju, kjerkoli, nikoli več ne dajo zaprti prostor. Ne se ustrašiti, da je karkoli narobe, se bo ona tako ven mogla priti, no ne je namenjena, da bo zunaj rastla, Lahko jo najdemo pač eno bolj zavetno mesto, samo ne več noter dajati, ker vas je strah, zdaj bo pa ne vem, dež pa bo hladno. Če je hladno, bolj pa rajši ne še kupiti, pa rajši še počakajte en teden, pa bolj kupite, To je prvo. Drugo, zemlja zdaj suha, to veste, In zdaj, veš, da sem dobila od Acota prvo, zdaj smo s namakanjem začeli, že 2-krat je bilo treba namakati, koliko je že suha. Zgornja plast. Malne vredoste, nikoli nimajo, kako je ženskice, to imajo najprej moške, upam, da to še že veste, da imajo bučnice moške in ženske cvetove. Zlatko leto namreč je bilo ogromno, skoraj dnevno, to še 30, zakaj bučnice.